Tema tega posnetka bo, zakaj hudiča se takole matram. Vabljeni k ogledu. Tek sem vzljubil že v otroških letih. Komaj sem dobro shodil, se pobral iz vseh 4, že sem obul tekaške copate in se dal v tekaško prežo. Nisem se ustavljal. Tekel sem po gozdovih, tekel sem po travnikih. Majhnih otroških korakov sem pretacal vse moravške hribe in doline. Tekel sem in tekel brez premora. Forrest Gump v primerjavi z mano ni imel zaporek. Ja pa jade. To niti malo ne drži in vse skupaj ne bi moglo biti dlje od resnice. Na posnetku ste videli mojega sina, jaz teka do svojega cirka 15 leta nisem prav nič maral. Otroške spomine na tek imam mizerne. To bi bil hiter povzetek, sem pa o njih napisal nekoliko več v svoji zaenkrat prvi knjigi Neohojena stezica. Povezava v opisu spodaj, če bi koga zanimala. Tek sem vzljubil po 15. letu in še posebej v času študija, oziroma bolje povedano v času študentskih žurov. Po prekrokani noči sem šel vsakič laufat. Prvič zato, da sem preveril, če imam še vedno srčni puls, drugič pa zato, da sem iz sebe spravil vso svinjarijo, ki mi je popestrila večer pred tem. Ja, nekaj malega smo spili tiste čase, tam v Ortobaru, nekdanjem Papilonu in Zlati ladici v centru Ljubljane. Ampak to je zgodba o teku, ne o žuru izpred 20 let. Je zgodba zdajšnjega časa, ki govori o tem, kako zabavo in sprostitev pojmujem zdaj, na pragu 40 let. Velik del jo namreč vidim ravno v teku, ki je ena glavnih komponent mojega zdajšnjega odklopa, moje sprostitve ali pa brez glava v navednicah veselica, če se v okviru intervalnih tekov preveč zaganjam v hrib. Športna majica, hlače, štumfi, kak baf in supergi. Pardon, supergi. Pagasa. Sem pa sprva laufal predvsem po asfaltu in v cestni verziji superg, v katerih sem običajno kolovratil po stari cesti do Moravč in prek Češnic ter Tuštanja, Krašc in Prikrnice. Nazaj v rodno vas Dole. Na pragu 30 let se mi je v okviru različnih tekaških prireditev pojavil apetit po daljših trasah. Udeleževal sem se polmaratonov v Radencih, Sežani, Istri in se začel pripravljati tudi na maratonsko razdaljo, ki pa jo v Valenciji leta 2011 zaradi poškodbe, malo sem preteral svoje treninge, nisem uspešno speljal. Spodaj pripenjam povezavo do reportaže, ki sem jo na to temo ustvaril za revijo Tek Plus. Maratonsko razdaljo sem premagal v precej spodobnem času leto zatem v Ljubljani. Po tem dogodku sem se tekaških prireditev udeleževal vedno manj. Daljših tras zaradi nenehnih težav v kolenu, če sem z dolgimi treningi pretiraval, pa sem se večino izogibal. Teči sem začel izključno za lastno dušo in kdaj pa kdaj zaradi čiščenja sistema, ker se tudi v zrelejših letih kdaj pa kdaj zgodi, da se sproščena debata o pivu zavleče pozno v noč. Medtem pa se mi je v knjižnih policah začelo nabirati vedno več knjig o teku. In bolj kot ne, sem prek knjig začel spoznavati, da za tek obstaja tudi kakšna druga podlaga kot zgolj asfalt. Pol desetletja nazaj sem si tako nabavil prve, ta prave in zaresne trail copate in pomalem začel zavijati tudi v domače gozdove. Če to ni bilo ravno takrat, ko se je na veliko govorilo,
da okoli Gradiškega jezera kolovrati medved. To me ni ustavilo in medveda nisem srečal, tek po brezpotjih pa je kmalu postal moja izbira številka 1. Bolj kot se zgubljam po gozdovih, travnikih in makedamu, bolj se priveže oziroma odveže moja duša. Vse je odvisno od tekaške vneme. Nikoli ne bom pozabil mojega začetka laufa v hrib, saj se je vse skupaj zdelo precej nemogoče. Vem, kako počasi in s premori med preklinjanjem sem grizel pot na Svetega Mohorja. To je en hrib tule pred domačim pragom, z meni eno najlepših jaz in hkrati teren, kjer sem posnel večino materiala za tale film. Srne me poznajo že po imenu, jaz pa njih. Lauf v naravi in po brezpotjih je postal moja odrešilna bilka in po njem se pozna kvaliteta mojega dneva ter stopnja dobrega počutja. V ta namen vsako leto počastim to vrsto športa z udeležbo na katerem izmed okoliških tekaških prireditev. Navadno sta to tek na Limbarsko goro in tek okoli Gradiškega jezera. Organizatorji se vedno potrudijo po svojih najboljših močeh, pa še oboje se odvija praktično na domačem dvorišču. Sem pa lani k tema dvema tekaškima dogodkoma priključil še enega. V naslednjem videu vam zaupam, kateri to je. Zaenkrat pa samo to, da se ga bom letos, če bo le zdravje, zaradi vrhunske organizacije in fantastične trase spet udeležil. Ostanite torej na liniji. A ja, vmes pa le pejte v gmajno, mal polaufite ali pa samo zakorakajte v hrib. Slabše se ziher ne boste počutili. Srečno! Kva sem vas, ste mislili, da bomo tam prišli? Ne. Močno upam, da vam je bil filmček všeč. Polajkite, posubscribite, se vidimo naslednjič. Čau!